A veste, kaj je največja stalnica v vašem življenju zadnjega četrt stoletja? Poleg vode in hrane. Ja, Renault Clio. Clio je že skoraj 25 let najbolje prodajen avto pri nas, zato ga vidite na vsakem koraku. In zato tudi vsako generacijo pričakujemo zelo nestrpno. Kaj bo novega? Bo še vedno med najuspešnejšimi? Bo še vedno prodajna uspešnica? Ja, to je avto, ki se mu moramo na testu še posebej temeljito posvetiti in tokrat ga imamo med prvimi. Vem, od spredaj spominja na večji Megane, s čimer seveda ni čisto nič narobe. Luči so v obliki črke C, to poletje pa očitno nisem bil edini, ki je malo preveč jedel, ker se je Clio v širino poredil za debelih 6 cm. In to v avtomobilizmu sploh ni malo. Kje pa? Je pa zaradi nove platforme malenkost krajši, krajše je tudi medosje, znotraj pa je celo več prostora. Če je zunaj še vedno dokaj podoben prejšnjemu, pa je notranjost čist nov svet. Očitno je Jelka, ja, to je naša Slovenka, ki je v Franciji produktni vodja za novi Clio, znala prepričati šefe, da mora biti notranjost kvalitetna in privlačna. Kar je. Volan je zdaj malo manjši in lepo sede v roke, materiali so za razred zelo dobri in nimate več občutka, kot da sedite v kakšnem plastičnem kinder jajčku. No, tile gumbi pa so mi še posebej všeč in spominjajo na Audije ali pa na Dače. Kraljuje pa tale zaslon. 9,3 palca meri v diagonalo, to je 24 cm, torej je največji v razredu. Ločljivost je zelo dobra, tudi grafika mi je všeč, ampak kaj, ko potem vse skupaj pokvari zelo počasno delovanje. Mislim, ne vem, ali je prešvoh procesor ali slab sistem, ampak vsakič, ko vtaknem USB z glasbo, vse skupaj skoraj zmrzne. Mislim, tole res morajo čim prej poštimati, ker praktično vse ostalo v novem Clio dela tip-top. Pa gremo na cesto. Pa tudi ročne zavore več nima, ampak je samo še tale gumbek, da je tule več prostora. Res je dober občutek, ko vidiš, čutiš, kako je avto napredoval tudi pri voznih lastnostih. Ker kaj ti pomaga super škatla od zunaj, če je potem vsebina se ne vem, kjer izraz bi uporabil, da bi bil primeren za TV. Ne vem, v glavnem, dobro se pelje. Podvozje se nam zdi eno najboljših med malčki, ker je udobno, je pa tudi zelo predvidljivo, če odpeljete kakšen ovinek hitreje. Nagibanje je malo, nič francosko ne deluje tole vse skupaj in servo je vrhunsko obtežen. Ravno prav, da vliva dober občutek, volan se nič ne zatika, še vedno pa je dovolj mehak tudi za nežne ročice. Ker so inženirji dobro nastavili podvozje, se v rokah nič ne pozna večja masa Clio, se pa zato pri zvočni izolaciji. Ja, ta je res bistveno boljša, takoj slišiš, manj slišiš. Celo turbodizelski stroj tamle spredaj je večino časa lepo zadušen, kar se hrupa tiče. 1,5 litrski turbodizel poganja testni Clio, kar sicer za mali avto ni tako tipična izbira, predvsem je draga, je pa motor pravi šparovec. 5,4 litra dizla je porabil na 100 prevoženih kilometrov, kar je dobro. Tudi premakne se dokaj odločno, 85 kW oziroma 115 konjičkov, le ni tako malo za mali avto. Ima pa dizelski Clio 25 litrov manjši prtljažnik kot bencinski. So mogli najti prostor za AdBlue, da je lahko izpuh tako čisti, kot zahteva stroga Evropa. Še vedno ga je dovolj brez skrbi, 366 litrov boste spravili notri, kar je okej. Tudi dvojno dno ima, edino nakladalni rob je precej visok. Končno so tudi Renaultovi inženirji ugotovili, da je bolj priročno imeti gumb za tempomat na volanu, kot pa nekje pod sedežem. Pred mano pa je zdaj že pri srednji opremi lep 7-palčni zaslon z digitalnimi merilniki in veliko informacijami. In kot se za čas podobi, sta tukaj še dva vhoda za USB, podlaga za brezžično polnjenje telefona, ima tudi samodejno zaviranje v sili, česar nočem sprobati, sem pa kamero 360 stopinj in mi je všeč, tako da bo tale barva lahko dolgo ostala lepa. Clio ima nekaj novih zanimivih barv, zato jo le izberite, da ga boste našli na parkirišču, ker, se veste, spet jih bo veliko. Verjetno več bencinarjev, ker tale z bogato opremo stane že dobrih 20 jurjev, se pravi enkrat več kot osnovni model brez klime. Je pa tudi v 5. generaciji tole eden najboljših malih avtomobilov. Ne morem še reči najboljši, ker moramo najprej narediti prima test, bi bil pa ziher med top 3. Dam roko v lavo.